Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in dragi prijatelji oddaje Veter nosi pesem mojo. Po poletnem premoru smo spet skupaj in začenjamo novo sezono. In mislim, da se boste strinjali z mojim mnenjem, da na najboljši mogoči način. Z menoj v studiu je član najboljše skupine pri nas, Modrijanov. Blaž, pozdravljen. Zdravo, živijo. Zdaj moraš povedati, da ti nisem nič plačal za to, da nas toliko hvališ. Lep pozdrav vsem vam, tebi v imenu vseh ostalih treh še tudi. Zelo sem vesel, da si se odzval našemu vabilu in da novo sezono res začenjamo z Modrijani. Bil je že čas. Te kraje in te ljudi imamo Modrijani zelo radi, smo navezani na te vaše konce, tako da bi bil že greh, če že končno ne bi tudi nekdo izmed nas prišel. Sem se pozanimal, zgodba o Modrijanih se je začela leta 2000. Takrat ste žlahtniki udarili eno skupaj in začeli snovati te glasbene vezi. Bi se malce spomnila tistih dogodkov izpred 15 let? To so zelo smešne reči pravzaprav. Pri Modrijanih imamo dva bratranca in dva brata. In oče bratov je na strehi enega, pač mojega bratranca, popravljal anteno. In potem, ko sta se tam očeta na strehi srečala, popravljala tisto satelitsko anteno, sta se pač hvalila, kako dobri so njuni sinovi in kako strašno dobro igrajo, čeprav takrat še pojma niso imeli. In tisti večer, oziroma tisto popoldne se je potem razvleklo v večer. Mislim, da sta se ta dva očeta tudi zelo prešerno imela, potem našla sta skupno glasbeno točko in en dan zbobnala skupaj vse te otroke, ki jim takrat do muzike pravzaprav tako zelo niti ni bilo. Stari so bili 13-14 let, znali so se imeti fajn, po domače povedano, bolj so mislili na šport. No, bolj na pregovarjanje staršev pa so potem tudi začeli igrati in se prijavili na prvi festival, tam pa potem presenetljivo prvi uspehi, to pa potem človeka malo potegne, pa ljudje ti ploskajo, pa občudujejo te, pa všeč jim, pa hvalijo te, da dobro poješ. No, potem se je pa stvar kar začela zelo resno odvijati tam po letu 2000. Kaj se ti zdi, da je bil pri vas ključ do uspeha? Imamo ogromno narodno-zabavnih ansamblov, tudi zabavnih, ki so uspešni, ampak ne tako zelo kot vi. Kaj je bilo tisto drugače pri vas, da se je tako prijelo? Razlogov je več. Najbrž je bil eden izmed njih tudi blagoslov, da pač smo bili izbrani mogoče od gospoda tam zgoraj in je rekel: tu, Modrijani, vi imate to srečo, pa dobro igrajte, pa čim več dobrega naredite. So pa zagotovo razlogi tudi to, da smo bili zelo mladi in takrat videti 13-14 let stare fante v narodni noši, glede na to, da narodno-zabavna glasba takrat ni bila tako zelo popularna med mladimi ljudmi, je bilo to zelo všečno. In tudi starejša publika je zelo lepo sprejela, da so eni mladi fantje v narodnih nošah, pa da tako zavzeto pojejo slovensko glasbo. Pa en izmed, po mojem, pomembnejših razlogov je tudi ta, da je naš Rok, harmonikar, izredno pel. On najbrž sploh ni zavedal, ampak samo ko je usta odprl, se je zgodilo vse. On je, bi rekel, res naravni talent in to je vleklo. Potem pa ena taka čista ljubezen do muzike. Vsi štirje smo, bi rekel, iz nekih skromnih družin, nismo bili razvajeni, navajeni smo bili delati in s prvim honorarjem smo kupili prvi mikrofon, pa s drugim honorarjem drugi mikrofon, s tretjim honorarjem kakšne dobre kavbojke, s četrtim honorarjem en zvočnik in korak po korak. Pa nikamor se nam ni mudilo, pa nismo bili obremenjeni z uspehom. To pomeni, da mora stvar uspeti, da moramo biti uspešni. To mlade ljudi zelo hitro zasvoji. Mi smo pač delali, ker smo to radi delali. In smo delali zato, ker nam je to pasalo. Nič nismo komplicirali leta poprej. No? Zdaj že kompliciramo. Ampak tudi tiste vaje niso bile čisto običajne. Zabavali ste se, družili veliko. Kako je bilo to? Vaje smo imeli pri nas doma. To pomeni pri mojih starših. In Franjo, najmlajši član, mu narodno-zabavna glasba niti ni tako zelo dišala. On zdaj pove, da je hodil na vaje samo zato, ker je moja mama kuharca in ker je res dobro kuhala. In takrat so nas pač malo razvajali, mi smo imeli tiste vaje, ki se jim
tudi ne bi smelo reči vaje, ker smo res bore malo naredili, ampak potem pa mami vedno pripravila nekaj za jesti. Če ne drugega, je skuhala kakšno klobaso, ne? Domača klobasa, pa zenf, pa domač kruh in potem so pobi tako radi hodili na vaje, ker smo vedno dobro jedli. Malo smo bili tudi zunaj, pri nas je bilo eno igrišče, pa celo spomnim se, da smo se po koruzi lovili in se udarjali z mokrimi majicami, to je bilo takrat zelo fantovsko. Vmes smo pa malo vadili, no? Ker konec tedna je bil že kakšen nastop in mi smo med nastopi celo šteli, koliko skladb še znamo, da bomo zvozili celo noč in je bilo treba tudi kakšno vižo narediti. No? V današnji oddaji bomo slišali 6 vaših pesmi, 6 pesmi Modrijanov, začela pa bova s pesmijo En poljub, ki ni nastala čisto samostojno. Prijatelje ste povabili zraven, koga pa mogoče kakšna beseda o tej pesmi? Z Janom Plestenjakom smo postali kar precej res veliki prijatelji. On je zelo iskren človek, in ki ve, kaj počne. To počne pristno. In eno decembrsko noč nas je poklical, če se lahko oglasimo pri njemu v Strunjanu, in ker nam želi predstaviti eno pesem, ki jo je napisal skupaj s kitaristom Cotojem, ki igra v njegovem bendu. In ko je prvič zapel in zaigral pesem En poljub, je bil en tak res čustven moment in mi smo takoj zagrebili s petjem zraven in v hipu pesem tudi posneli, tako da pesem je na terenu, jo zelo radi pojemo, ljudje jo imajo radi in tudi sam posnetek gre, mislim, da zdaj že proti milijonu gledal. Tako da nam je res zelo drago, da smo se srečali z Janom. Veliko dobrega smo skupaj naredili. Ta posnetek bomo zdaj pogledali vsi skupaj, potem pa z Blažem nadaljujeva pogovor. Same poljubi ne v slovom, ker mi je res hudo. Same poljubde ta večer, da zaspal bo moj čakal sem trenutke s tabo in prosil od neba zaklad. Hotel sem te vzeti s sabo, tja, kjer sem sanjal lepše življenje, ko sem bil mlad. Same poljub mi del slovo, ker mi je res hudo. Same poljub del ta večer, da zaspal bo moj nemir. Težka leta so za tabo, vem, nočeš gledati nazaj. Jaz bi peljal te v spomine, ti pa zdaj gledaš bele oblake, sanjaš svoj raj. Same poljub mi daj slovo, ker mi je res hudo. Same poljub daj ta večer, da zaspal bo moj nemir. Šel bom
takrat. Same poljubi te slovo, ker mi je res hudo. Same poljub te ta večer, da zaspal bo moj Blaž, v prvem delu najinega pogovora sva malce nakazala, kdaj ste Modrijani začeli glasbeno ustvarjati, kako, na kak način. V teh 15 letih se je zgodilo marsikaj lepega. Pa bi naredila malce pregleda, kaj vse se je v teh letih dogajalo, kje vse ste bili in kje ste osvajali srca slovenskih poslušalcev. Bila je navada, da so se vsi mlajši ansambli predstavili na festivalih. Zdaj v Sloveniji jih je en kup, mi smo pač šli na vsakega. Enkrat vmes smo imeli malo težav, ker je naš Peter, kitarist, služil tudi vojaški rok. Še takrat je bil še obvezen vojaški rok. Nam mogoče na našo škodo tega zdaj ni treba. Ampak takrat je bil pa to kar problem. In konec tedna festival, naš Peter pa nekje v gozdu, v Mlaki ali pa v Šotoru. Tako da Peter se je zelo trudil, da je bil najboljši vojak, da so ga včasih potem tudi večkrat spustili iz obveznega služenja vojaškega roka. Celo spomnim se, da so ga enkrat s helikopterjem vozili iz enega gozda, pa ga pripeljali do vojašnice, kjer smo ga potem za festival pobrali mi. Pač mladi ansambli so se dokazovali na festivalih, nam je tam kar dobro šlo, ampak se mi zdi, da bistveno v vseh teh letih na začetku je bilo to, da smo res zavzeto delali na terenu, med ljudmi, da se je med ljudmi širil dober glas. Zdi se, da je reklama včasih vse, pa sploh ni. Kaj ti pomaga, ne vem, dober cet. Če je vse posod reklama, doma pa ugotoviš, da ni za pomivati. In tako je bilo pri nas. Mi smo igrali in ker je bilo 50 ljudi zelo zadovoljnih, se je glas zelo širil, tako lokalno med ljudmi. In so govorili, ti fanti lepo pojejo, pa za žur so, jaz bom praznoval Abrahama, pa bi imel njih. In mi smo odigrali nešteto praznovanj in Abrahamu. Že kot mladiči, se spomnim, smo igrali po cele noči. Še zdaj mi ni povsem jasno, kako smo zdržali, ker ni bilo lahko, je bilo kar naporno. Pa mladi ljudje, pa nočno življenje, pa bi rekel, zelo zgodaj tudi ena odgovornost, pa tudi zrelost je bila potrebna. Tako da, tako se spominjamo teh prvih let. Veliko smo igrali, pa dobro smo se imeli, no, pa znova smo dobro jedli. Se prav spomnim, prav vidim te obraze ostalih 3 Modrijanov, kako so komentirali hrano na kakšnem praznovanju. Prijetno je bilo, no, to so zelo lepi spomini. Je v zdajšnjih časih ta renome, ki ga imate, prednost, nekaj zelo pozitivnega ali je kdaj tudi breme? Dejstvo je, da pač delujemo v Sloveniji in v Sloveniji se včasih Modrijani še vedno preoblačimo v kakšni kleti na vrečah krompirja. Včasih smo pa kot predsedniki države, tako da smo le v Sloveniji, bi rekel, z nekim zvezdništvom v Sloveniji ne operiramo. Tukaj si delavec, dober delavec, in kot dober delavec je spoštovan. Mi smo dobri delavci, mi dobro delamo in zelo radi delamo in veliko delamo. Da bi pa tukaj zdaj se šel gospoda, kot se mogoče grejo kje drugje, mogoče že Srbi ali pa Hrvati s tem drugače delujejo. Tega pa pri nas ni. Ljudje nas, se mi zdi, da zelo lepo sprejemajo, pa tudi spoštujejo. In tudi na terenu so izredno ljudje prijazni do nas. Mi smo veseli, ko recimo v trgovini te kdo ogovori, pa te kaj vpraša, ali pa na banki, kjerkoli. Pravzaprav, tudi ko stopiš ti ven iz stanovanja, če si javna osebnost, se temu primerno tudi moraš obnašati. In če te nekdo ogovori, pa ni vrag, da nisi toliko prijazen, da bi
človeku vrnil eno prijazno besedo. Zato je vedno dovolj energije. Ne, če je za prepir ni dovolj energije, za prijazno besedo je pa vedno dovolj energije. In če je ne zmoreš, potem zapri kovček od harmonike in pojdi domov. Ker muzika sama po sebi je ena dobra stvar, vesela. In če ti kot človek tega ne vzdržiš, potem nimaš kaj v muziki iskati. Ali pa pojdi početi kaj drugega, ne vem, igrati v nek orkester, kjer si tam v 10. vrsti zadaj, pa te nihče ne vidi. Tukaj pri Modrijanih ni pomembna samo glasba, ampak so pomembna tudi neka načela, pa tudi neke osebnostne lastnosti, ki jih kot človek moraš imeti. Če ne, nisi izpred ta pravega testa. No. In Modrijani se delamo, še vedno imamo ogromno stvari za narediti. In na glasbenem področju, in bi rekel na čist človeškem področju. Ampak vse imamo še čas. Če bo Bog dal, še dovolj. Ko sva izbirala pesmi za današnjo oddajo, se je na seznamu znašla tudi tista Lažem ti, ljubica. Kako je s to pesmijo? To je zelo stara pesem pravzaprav, ampak nikoli ni bila posneta. Prihaja iz gorenjskih koncev. Matjaž Vlašič je napisal, tisti Matjaž, ki je napisal en kup evrovizijskih uspešnic. In tam blizu Komende, na Gorenjskem, so si ljudje to pesem kar že malo peli, ker so jo fantje takole včasih peli komu, ko so mu hoteli pred kakšno poroko malo zagosti, ne, lažem ti, ljubica, da si pozabljena, čeprav nisi, pa se bom jaz že z drugo poročil in tako naprej. No, ta pesem je potem do nas priromala in smo jo tudi posneli. Modrijani in Lažem ti, ljubica, tudi v naši oddaji. Lažem ti, ljubica, lažem iz nas srca. Lažem ti, ljubica, da si pozabljena. Ne verjemi, še si skrita ti v meni. Lažem ti, ljubica, lažem iz nas srca. So trenutki drobne sreče izgubljeni. Sva midva nekoč bila le drug od drugega. Svoji sreči ti si name pozabila. V sebi čutim, kot da slutim, da v njegov objem nocoj boš ti odšla. Povej, zakaj pustila si me samega? Zakaj zaspala si v objemu drugega? Povej, si sploh čutila, da te rad imam, da ti si čisto vse, kar jaz imam. Lažem ti, ljubica, da si pozabljena. Ne verjemi, že si skrita ti v meni. Ako se srečava, zdaj si kot tujca sva. So trenutki drobne sreče izgubljeni. Ker danes boš rekla, da srečna zaljubljena. In z nasmehom ga boš prvič poljubila. Pred oltarjem se spomni na me še, solzami v
si čisto vse, kar jaz imam. Da ti si čisto vse, kar jaz imam. Blaž, lahko rečeva, da ste Modrijani prečesali celotno Slovenijo po dolgem in počez. Je še kak kotiček, kjer vi niste bili? Še ostane kakšen kraj, res smo bili marsikje. Jaz sem zelo hvaležen vsem tem lokalnim društvom. To je res zaklad v Sloveniji, da gasilci, pa turistična društva, pa kulturna društva tako organizirajo te javne prireditve, na katerih se potem ljudje iz lokalnega območja družijo, povezujejo, pa se imajo dobro. In teh društv je v Sloveniji na tisoče in zaradi tega tudi veliko fešt pa veselic. In v Modrijani smo videli čudovite kraje. Recimo ta konec tedna smo bili v Ribnici, pa v Žireh, pa v Libojah, pa v Gorici pri Slivnici, pa potem smo bili prejšnji teden na Jesenicah, pa še višje od Jesenic, kjer so te male vasi in ti mali kraji. In včasih se v kraju, kjer je 100 prebivalcev, zbere recimo 3000 ljudi in je to potem mega dogodek. Ljudje pridejo iz cele regije in je res lepo. Slovenija je zelo lepa. Kaj pa bi lahko rekel o ljudeh? Se ti razlikujejo med seboj, če ste nekje na skrajnem severnem ali pa severovzhodnem koncu, pa na drugi strani na morju ali v osrednji Sloveniji? Je kakšna razlika v doživljanju glasbe, v počutju, v odzivanju na njo? Je precejšnja razlika. Recimo 10-15 let nazaj so bile določene veselice recimo na Dolenjskem drugačne kot na Gorenjskem ali pa recimo na Štajerskem. Je pa zelo res tudi to, da se ljudje zelo spreminjajo in en kup stvari se je spremenilo v zadnjih 15 letih, ki jih recimo mi opažamo na terenu. Kar se tiče vedenja mladih in drugih ljudi, kar se tiče odzivanja na glasbo, kar se tiče vsega. Zelo se pozna, da smo mi tudi ljudi navadili na to, da pridejo žurat in da se sprostijo in da si dajo duška. In da recimo veselice zdaj in veselice 10 let nazaj so 1:100. Zelo precejšnja razlika je v tem. Recimo prav te dni, ko smo igrali, smo prav začudeno pozvali ljudi, ki so skoraj raztrgali šotor. Toliko je bilo petja, kričanja, vzklikanja in bi rekel enega takšnega zelo prešernega, sproščenega vzdušja, brez ovir. Bi rekel, 10-15 let nazaj je bila publika bolj zadržana, bolj v krču. Zdaj pa smo jih navadili, da ni nič narobe, da mi, ko smo skupaj, je naš cilj, da se imamo dobro in da potem da se sprostimo pred novim tednom, da se nabijamo s tistimi hormoni sreče, ki jih potrebujemo. Kak pa je občutek za glasbenika, ko občinstvo zna na pamet skoraj da vse njegove pesmi? Občutek je dober, res dober. To je cilj vsakogar. Kako je to najbrž najbolje veste, recimo, oziroma sta vedela Lojze Slak pa Slavko Avsenik, ona dva sta res lahko cel večer igrala samo svoje pesmi, pa so ljudje poznali vse pesmi. Mi se trudimo, ampak zdaj bi že lahko recimo igrali uro ali pa uro pa pol samo svoje pesmi in da bi ljudje poznali čisto vse. Zato je pa potreben čas. Je pa dobro, da recimo, ko najmlajši ali pa babice in detki pojejo Ti mojo rožico, čeprav meni se je prejšnji teden zgodilo, da sem besedilo pozabil. Na odru, še zdaj mi ni jasno, ampak vmes mi je zmanjkalo, kaj se že zgodi, ko pride z vrta. in sem pozabil besedilo. Peli so ljudje in so me rešili, pa tudi smejali so se mi, ker me je zmanjkalo. A je ta rožica tista, ki je najboljša vaša, pa ne po kakovosti, po sprejemu občinstva, ali je še katera boljša? Moja pesem, pa recimo tudi ta Slišan en poljub, pa Daj mi poljub, pa so mnoge druge zelo lepo sprejete. Pa Če rožica je izredno popularna. A ste vedeli, da bo tako, ko ste jo delali? Kje pa, ne. Niti sanjalo se nam ni. Pa tudi, recimo, zanimivo je, ker jo zdaj pojejo tudi hrvaške zasedbe, ki pa želijo ugajati Slovenkam in Slovencem in potem slišiš igrati Prlavo, Kazalište, ki igra Ti mojo rožico na Rožniku v Ljubljani. Ko so študenti to snemali,
je bila euforija, ne, ker je vse skupaj kap. Da ti povem še eno zanimivost. Ja. Mi smo bili z družino prejšnji teden v Grčiji in grški ansambel igral Mojo Rožico. So slišali, da je veliko Slovencev in asociacija Slovenci, Rožica, Modrijani in smo tam nekje pri Jonskem morju poslušali to vašo pesem. No, to se dogaja. To je kompliment. No, to je res kompliment in tega smo izredno veseli. Se vam zdi, da ste Modrijani že dosegli vrhunec svoje glasbene kariere in da ga zdaj vzdržujete? Če bi vprašali fante, bi rekli, da je to začetek. Želje so izredne, pa tudi ne damo se kar tako. Recimo vsi obiskujemo redno ure solopetja, učimo se na novo enih reči. Za nas je to začetek. Mi smo zdaj v krasni telesni formi, kot kakšni športniki in veliko še imamo za povedati. To pomeni, pesmi zelo nastajajo, veliko jih je na zalogi, vadimo redno, delamo, snemamo in imamo vizijo, kaj želimo še posneti, ali tako, kar se tiče studija, tona in kar se tiče videa. In ni omejitev, pa tudi zdaj nam je lažje, da se zadnje tudi denar, ki ga zaslužimo, s tem denarjem lahko plačamo tudi, bi rekel, zahtevnejšo produkcijo, lahko si privoščimo najboljše studije, lahko si privoščimo najboljše mojstre za videospote, lahko si marsikaj privoščimo, kar si prej nismo mogli. Tako da zdaj ni omejitev in želje so in še vedno potekajo sestanki in dogovori in še vedno garamo in še vedno delamo. Zavedamo se, da s trdnim, pa predanim, pa iskrenim delom se da še dolgo dobro delati. No. To si želimo, pa tudi tam pri 30 letih ugotoviš, da imamo res srečo, da lahko to počnemo in to se mi zdi, da zdaj bolj cenimo, kot smo tam pred 5 leti, pri 25, recimo, ko smo si mislili, da stvari v življenju potekajo tako mimo grede, pa ali počneš to ali pa kaj drugega, ni problem, vse se da, pa ni tako preprosto. Ja, in tudi ni tako preprosto združevati na odru vse, kar počnete. Omenil si, da ste zdaj v dobri tudi fizični kondiciji. Peti, skakati, plesati, igrati, vse naenkrat, to res ni preprosto. Kako pa ste se tega vsega navadili? Na kak način ste prišli do tega, da zmorete vse hkrati početi, zabavati se, smejati, plesati, igrati, peti? Ja, zelo spoznaš svoje telo na terenu, ker Tomaž Humar je včasih o tem pripovedoval, pa še kdo. Ti recimo ob teh naporih res greš do meja svojih telesnih zmožnosti. Tudi kdaj presežeš to. In šele takrat vidiš, kaj je vse naše telo sposobno. Pa saj ljudje o tem tudi pripovedujejo, ljudje, ki se vračajo z vojn, ljudje, ki recimo športniki in tako naprej. Naše telo je res čudežno. Marsikaj zmore, marsikaj premore. In bi rekel, glasilke bodo odpovedale, glede na število igranj, pa vedno bolje služijo, ker smo jih strenirali, da morajo biti železne. Res je, da večno to ne gre. Jaz si ne predstavljam, da bomo tam pri 70-ih še vedno tako noreli pa skakali, ampak poglejmo si Rolling Stonese, oni še vedno pri 70-ih skačejo, čeprav mi pijemo vodo, oni so pa kaj drugega še vmes zaužili, pa se še vedno dobro držijo. Ja. Naslednja pesem, naslednja skladba pa je Kiss Me. Aha, ja, to je ena pogruntavščina Jožeta Galiča. Jože Galič je napisal besedilo za Ti mojo rožico, pa še enih par res dobrih besedil. Potem pa je bil pri prijateljih v Avstraliji in se mu je tam porodila ta pogovor med eno angleško govorečo deklico in slovenskim fantom, ki jo je očaral. In moram reči, da je tudi na nastopih, recimo zdaj srečujemo ljudi iz Opatije, pridejo z Hrvaške žurat, včeraj smo imeli iz Avstralije, pišejo nam iz Amerike, veliko tudi tujci, ne samo naši zdomci. Tako da ena taka reč je tudi dobrodošla. Kiss Me in Modrijani v naši oddaji. Na veselice hodi rad, ne le Slovenke, pač pa tudi tujih deklic, mladih pisal svet. Ena je iz vroče Kalifornije, prišla na naša tla uživat ta slovenski žur. Kiss me, my lovely darling,
bo vprašal vse, a polka hitra ni mi časa dala več, kot polih 5 sekund. Kušnil sem jo navabiče usnice, ko za Slovenca pravega menda spodobi se. Kiss me, my lovely darling, kiss me, naenkrat je dejala in se smejala. Kiss me, my lovely darling, kiss me, ne bi same popeli še da večer. Same popeli še da večer. Blaž, vaše pesmi igrajo, lahko rečeva, čisto vsi slovenski narodno-zabavni ansambli. Vsi jih znajo in jih nenazadnje tudi morajo igrati na svojih zabavah. To vam godi ali se kdaj tudi držite za ušesa, ko poslušate svoje skladbe pri drugih izvajalcih? Nam godi. Ene pesmi so kar precej zahtevne, vsaj vokalno jih je zelo težko zapeti, tako da včasih nekateri pesmi se ansambli ne lotujejo, ker jih je težko zapeti. Nekatere so pa zelo preproste in če jih igrajo, predvsem nam je všeč, da jih igrajo recimo otroci v šolah, pa v vrtcih. Velikokrat nam pošlje kakšen posnetek iz vrtca ali pa iz osnovne šole, kako najmlajši recimo naredijo neko plesno predstavo, pa to pojejo te naše pesmi. Tako da grejo zelo med ljudi. To je največje darilo. Mi smo tega veseli. Je pa res treba poudariti tudi to, da imamo v Sloveniji zdaj en kup zelo dobrih mladih ansamblov. Nismo edini. Jih je na desetine zelo kvalitetnih, zelo priljubljenih. In ta narodno-zabavna scena v Sloveniji tako živi, kot ni nikoli. In zdaj se za glavo držijo rock in pop izvajalci, ker so ti narodnjaki res naprezajo svoje glasbene mišice in so prisotni zelo, zelo vsepovsod. Kako pa je s temi pesmimi v praksi? Ko vi izdate neko novo pesem, postane uspešnica in bi jo radi vsi igrali. Kako pa potem poteka to učenje? Je kje dosegljiva kakšna glasbena matrica? Poslušajo, sami poskušajo? Kako gre to? Ti izvajalci narodno-zabavne glasbe so vajeni tega, da pesem poslušajo in jo skušajo posneti. In se jo pravzaprav naučiti na pamet. Ker veliko ansamblov, ki ima diatonično harmoniko, se tudi učenja uči na pamet, ne po notah, se tudi učijo po notah. Ampak se učijo tako, da poslušajo in skušajo posneti, bolj ali manj recimo točno. Včasih se pa tudi kdo izmed mlajših ansamblov pokliče po telefonu, enih par napotkov, ali pa pride celo na vaje. Veliko so naši pobi tudi pomagali mlajšim ansamblom, pa jim kazali določene prijeme, pa jim kaj dodatno razložili ali pa celo kakšno reč posneli na telefon in potem ta posnetek poslali po mailu in so potem to doma naštudirali. Z mlajšimi ansambli, to je zdaj prav zanimivo reči, ker se mi štejemo še vedno med mlade ansamble, ampak zdaj so pravzaprav ansambli zelo uspešni, ki so recimo 10 let mlajši od nas. Se mi dobro razumemo. Imamo zelo lepe odnose, veliko se družimo in se mi zdi, da gojimo eno tako lepo medsebojno spoštovanje brez nekega dodatnega pokroviteljstva. Jaz pogosto rečem kakšnemu ansamblu, pokličite me, oglasite se pri meni na kavi in z veseljem vam bomo razložil vse, kar vem. Ali pa vsaj skoraj vse, kar vem. Kaj pa na koncertih, veselicah, ki jih imate, poleg svojih pesmi verjetno igrate še kaj? Kaj radi? Vse sorte, tudi recimo AC/DC, tudi Tina Turner, igramo rock'n'roll iz celega sveta, če ga le zmoremo. Pravzaprav ljudje, ki pridejo, zdaj enako žurajo na Slakovega čebelarja, kot pa na AC/DC recimo. In zelo neobremenjeno gledajo na to. Pravzaprav generacija mojih staršev, moja mama je rojena leta 1963, in to je obdobje rock'n'rolla, pa tudi Slaka. Tako da
Mi nič ne kompliciramo. Nam pa to tudi sede. Ker muzika je en jezik. In toliko, kot je prvin v klasiki, jih je tudi v roku ali pa v narodno-zabavni glasbi. In lestvica ima določeno število tonov. Samo tam so zaigrani tako, tam pa interpretirani tako. In mi čutimo muziko kot eno. In uživamo tako ali drugače. Samo, da nam zaigra srce in da se imamo zraven dobro, da nas to izpopolnjuje. Ne kompliciramo. Čisto nič. Ljudje pa uživajo, mi pa tudi. Ali je težko vedno biti nasmejan, srečen, dobre volje, pozitiven? Se da vedno, na vsaki priložnosti, ko ste obkroženi z ljudmi, vzdrževati naravno atmosfero te dobre volje? To je zelo težko. Ta muzika je po naravi taka, da pač v narodno-zabavni glasbi moraš biti nasmejan. Ne? To te zdaj že silijo vsi posnetki 50 let narodno-zabavnih ansamblov. Henček, nasmejan. Lojze Slak, nasmejan. Pa vsi so nasmejani, tako da bi rekel, ta muzika je bolj za veselje. Je pa to izredno težko. Ker normalno je, da si človek, ki se včasih počuti tako ali drugače. Slabo, za nič, katastrofalno, doma se spreš z družino, ali pa v službi te šef nadere, ali pa ne vem, na cesti se ti mudilo, pa si zapeljal v robnik in si avto ruknil, tako da prideš lahko včasih zelo razkorjen ali pa zelo slabe volje, ker si pač človek in tudi muzikanti smo samo ljudje, nič drugega. Sreča je edino ta, da te muzika sama po sebi spravi v dobro razpoloženje. Da ko greš na oder, pa zaigraš prvo pesem, pa drugo, pa tretjo, ni vrag, da se pri 20 ne omehčaš. In ugotoviš, da tisti avto ni toliko vreden, da bi ti kratil dobro razpoloženje. Potem še pa ljudje malo dajo, dobre volje, pa potem je res v redu. Včasih je pa zelo težko, ko ti nisi v te pravi koži, ljudje so trdi, se ne sprostijo, pa te gledajo, kot da si iz lune padel. Ne? Takrat pa tudi včasih malo zaigraš, pa ljudje to opazijo ali pa ne. Včasih kdo tudi reče, danes pa nisi bil pristen, pa si rečem, res nisem bil, čas pa sem. Samo ljudje smo in zdaj treba biti do sebe tudi prizanesljiv, če ne se ti lahko hitro zmeša. In to tudi pošteno priznati, vsi smo ljudje, res je. Seveda, zdaj ne vem, zakaj bi mi bili drugačni, če pa mi smo ravno ta teden so naši se pogovarjali o krompirju. Ni vsak najboljši, pa tudi vsako leto ni najboljši krompir. Letos je dobra letina grozdja, vprašanje je, kaj bo drugo leto. Ja, res je. A mi pa moramo biti ves čas najboljši. To nas kultura sili v to, biti najboljši in biti popoln. In to v vsakem trenutku. V vsakem trenutku. Jaz nisem, še zdavčne od tega. Modrijani pa tudi ne. In se ne sekiramo, pa tudi nekomor se ne rabimo zaradi tega upravičevati, da moramo biti. Čeprav včasih to ljudje od nas zahtevajo. Pa nismo. Smo samo ljudje z en kup napakami. Daj mi poljub je pa ena izmed tistih pesmi, ki jo tudi zna večina na pamet in se velikokrat besedilo pesmi pojavi tudi v sproščenih družbah, tudi če Modrijanov ni zraven. Tudi to pa je verjetno neko zadovoljstvo, da taka zimzelena pesem že lahko nastane kar po nekaj letih. Ja, to Jože potrebuješ, to zna. Na vse zadnje Čuki delajo 25 let in oni nanizajo en kup uspešnic, tudi že v zgodnjem obdobju. Enega zimskega večera me poklical Blaž, imam pesem, ki bi jo lahko mi skupaj posneli in ta besedna igra mu je res krasno uspela in ljudje, ko smo mi to prvi zaigrali, so ljudje to peli in res postaja, bi rekel, ena taka decembrska viža, čeprav mi igramo tudi poleti. Letos je pa ta klima tudi prav prišla. Ja. Daj mi poljub, Modrijani skupaj s Čuki, tudi v naši oddaji. Silvestrska noč v eni od koč, čakali smo polnoč v družbi bojoč. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognjemeta v tvojih očeh. Si
Si rekla tedaj, le meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmeh do ušes, jih nesel seboj, bom tja gor do nebes. Daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Se zjutraj zbudim, na smeh se držim, po glavi podi se prelep mi spomin. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognjemeta v tvojih očeh. Si rekla tedaj, le meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmeh do ušes, jih nesel seboj, bom tja gor do nebes. Daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Zdaj leta tako, kot nikdar tako, in čakam, da spici podava roko. Te stisnem v objem, že predno spet grem, predaleč od tebe pojoč ta refren. Daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Blaž Modrijani ste, kjerkoli se pojavite, vedno lepo urejeni, lepi obleke imate, vedno take, kot se šika. Čiste so, ja. Kdo skrbi za vašo zunanjo podobo in ali imate kako rdečo nit ali priložnost nanese na to, kako je s tem? Na nastopih smo ponavadi v nošah. Pogosto nas sprašujejo, a vam ni nič vroče. Ampak noša je kar taka zelo komotreč, ker te lanene srajce, to se hitro opere, pa hitro posuši, pa ne zmečkajo se, usnje pa je res vzdržljivo. Se mi zdi, da kakšne obleke s kravatami pa srajce za nastope se ne bi dobro izkazale. Ko je pa kakšen drug nastop, recimo, ko smo peli v Cankarjevem domu, tudi tam smo bili v nošah, ampak za tako priložnost pa tudi v oblekah. In izgled je zelo pomemben, no. Se mi zdi, da včasih še premalo damo na to. Obleka pokaže, čista mora biti, pa zlikana mora biti, pa urejena mora biti. Kdo pa skrbi za to? Sami likate? Ne, samo ko je kriza. Včasih, ko se zelo mudi. Ampak škorne si pa čistimo sami. Recimo, tako pa nismo razvajali. In naš Rok, harmonikar, je prav zanimiv, da se mu da. On po vsakem špilu ob 3 zjutraj očisti škorne. Mi po nastopu to zmečemo v tisto aktovko, ki jo imamo, pa gremo domov ali pa kam drugam. On pa po nastopu, pa mu tega ne bi nišče pripisal, se usede
in čisti škorne. In ga gledamo, ja, morajo biti čisti in potem čiste da nazaj notri v aktoko. Je zelo pedanten. Kje se pa te noše kupijo, dobijo, se to naredi po meri, je to na prostem trgu, kako je s temi oblačili? Ja, škoda, da ni na prostem trgu. Bi si želel, da bi bilo tako, da bi recimo kdaj tudi ljudje oblekli nošo pa prišli na igranje, kot to recimo počnejo naši severni sosedje. To izdelujejo doma, recimo krojači, in nekaj je znanih in mi se potem k njim vračamo. Razno vsako leto nam kakšne druge mere vzamejo. Se včasih pozna malo minusa ali pa predvsem plusa. Imamo pa stalnega gospoda iz Velenja in k njemu mi gremo po srajce, gate, potem Lajbič, pa tudi Erhardce, škorne pa jaz celo nekaj pet menjam na ene škorne. To pomeni, da peto zribam do nogavic. Predno zamenjam celotne škorne. Pa se to da hitro obleči ali je to kak daljši postopek, da spraviš vse nase? Ti bi nošo za nošo rabil zdaj 1 uro, recimo. Jaz pa to naredim v 3 minutah. To se človek navadi. Ta teden sem imel nošo 3-krat na sebi in to gre hopa, hitro, gor in dol. In tudi ti gumbi, ki so, se zelo hitro zdaj že zapnejo. To nam gre zdaj kot kakšen inštrument. Je pa zanimivo s temi nošami. Ne, se tudi kdaj zgodi, da jo pozabiš, pa prideš na igranje brez noše. Tudi to se je že zgodilo. Vse sorte se dogaja. Jaz sem pa tudi veliko noš podaril, potem teh, ki ne uporabljam več, sem jih dal komu, tako za spomin. Ena pesem, ki jo bova slišala v nadaljevanju, pa nosi naslov Večni popotnik. Zakaj si pa izbral to pesem? Ker je manj znana, pravzaprav zelo nepoznana in ker ima zelo lep videospot. Posneli smo spot v Logarski dolini in to je tudi en izmed biserov Slovenije. Predvsem so pa tam tudi taki domači, čudoviti ljudje in ko jih poslušaš, kako pripovedujejo o svojih hribih, bi rekel, da imajo te kraje res v svojem DNK-ju. In prav občudujem jih, no, kako predano obdelujejo tiste visokogorske kmetije, pa gozdove, in kako imajo radi svojo deželo. In z velikim veseljem smo tam posneli spot za to pesem. Večnega popotnika si bomo zdaj ogledali vsi skupaj. Kaj naj vam zapojem, le kaj naj zaigram? Polno viš prelipih harmonik imam, srcu pa veselja nikdar ne zmanjka mi. Ena skrita želja pa v meni že živi. Večni popotnik s harmoniko, iščem dekle, ki mi zvesta bo, ki našel srčni si bom pristan, kdaj bo prišel tisti dan. Lepa je naša Slovenija, svetom deklet posejana vsa, vendar med šokom prelepih rož pravo težko našel boš. Veseljak sem, izvisto imam srce, pa čeprav drugače dekleta govori. Moram si priznati, da je harmonika, vse dokler bom vandral del mojega srca. Popotnik s harmoniko, iščem dekle, ki mi zvesta bo, ki našel srčni si bom pristan, kdaj bo prišel tisti dan.
lepa je naša Slovenija, svetom deklet posejana vsa, vendar med šokom prelepih rož, pravo težko našel boš. Vendar med šokom prelepih rož, pravo težko našel boš. Eden izmed zelo prepoznavnih dogodkov, ki so zdaj že kar tradicionalni, je Noč Modrijanov. To je dogodek, o katerem govori celotna Slovenija, dogodek, ki je razprodan v hipu, tega si sploh ne moremo predstavljati ali pa si težko predstavljamo. Je pa zdaj že tudi čas, ko ste se Modrijani pripravljali na Noč Modrijanov, pa je letos ne bo. Kako ste se odločili za ta korak in kaj pripravljate? Gotovo imate kakega aduta v rokavu in niste prenehali te tradicije. Ne, zelo postopoma smo se odločali, da bo bolje, da je Noč Modrijanov prihodnje leto. Nismo s tem prenehali, kje pa. V naše je veliko ognja, da s tem nadaljujemo. Je pa tako, vemo, kaj želimo in ne želimo ljudem prodajati slame. Zato, kar želimo dati zdaj ljudem, pa potrebujemo več časa. In Noč Modrijanov ne bo zato, ker pač mora biti, ker je to samoumevno, nič ni samoumevno. Mi si želimo dati ljudem najbolje, kar zmoremo in da je to najbolj kvalitetno, kar zmoremo. In zato rabimo več časa in bo Noč Modrijanov prihodnje leto. Ali bo to v začetku leta ali v drugi polovici leta, se še pogovarjamo, dogovarjamo, bo pa to znano čez slab mesec dni. Ker takrat je pa treba tudi že ljudem pojasniti, kako je z Nočjo Modrijanov. Ostajamo pa v Celju, tega se bomo držali nekako. To so naše korenine in ni treba, da to selimo kam drugam. Tako da ostajamo v Celju, najbrž z 2 koncertoma, mogoče tudi s 3. ali 4. Vse je odvisno od tega, koliko bomo zmogli in vse to tudi pripravili. Ste pa Modrijani v koraku s časom na vseh področjih, na družabnih omrežjih ste prisotni, delite misli, šale, ste sproščeni, ste v stiku z ljudmi na vseh korakih. Je to kar potrebno, kaj ne? In verjetno tudi dober stik s poslušalci. Pogovarjamo se na tak način, tudi vsak dan beremo komentarje, odgovarjamo vsak dan na vsa sporočila, na vsa vprašanja. Tako da ljudje, predvsem na Facebooku, smo res dosegljivi konstantno in ljudje nam lahko pišejo, nas vprašajo karkoli, tudi kaj pokomentirajo, pograjajo. Ljudje nam pišejo marsikaj in mi preberemo in z veseljem odgovorimo. Tako da vabimo vse na Facebook stran našega ansambla. Imate pa tudi spletno stran, polno informacij, glasbe, slik, galerij. Kar precej, recimo zdaj se tudi zgoščenke ne kupujejo tako, ampak se kupujejo posamezni posnetki preko teh drugih pač spletnih strani, ki so temu namenjene, tako da tam se res da dobiti vse. Kaj pa drugi člani ansambla in prijateljske vezi? Se da to vse lepo ohranjati, tako kot je treba, da ni kake hude ure kdaj prisotne? Mi smo zelo energični, zelo ognjeviti. To pomeni, da tudi razpravljamo zelo burno. Zelo burno. Ampak glasba nas skupaj drži. Glasba je najboljša koalicija v našem ansamblu, tako da mi se držimo skupaj. Bi tudi poslancem priporočal kakšno uro petja, da bi bili bolj oglašeni. Bi bilo zanimivo slišati 90-članski zbor. Brezplačno jim pridemo Modrijani glasove postaviti, če bi nas rabili. Je pa v zadnjem času ena pomembna zadeva v tvojem življenju, tudi vodenje oddaje na nacionalni televiziji. Gotovo te ta oddaja zaznamuje in okupira na neki način. Je težko biti vsak petek zvečer pripravljen, lep, nasmejan? Oddaja je pravzaprav, zdaj, ko so stvari še precej na začetku, težja kot delo pri Modrijanih, ker oddaja, pa televizija ima neka svoja pravila,
tam si počasi gradiš ekipo, ker vsak izdelek je ekipno delo. Že mogoče si ti bolj v spredju, ampak se zelo pozna, kdo je urednik oddaje, kdo je producent, kdo vse to pripravlja, kako je stvar posneta. Tako da se mi zdi, da vedno bolje nam gre, bolj kot se ekipa povezuje med sabo. Modrijani so igrana ekipa, tudi Noč Modrijanov je zelo igrana ekipa. Oddaja Slovenski pozdrav pa je oddaja, ki je iskrena, pa pristna, pa potrebuje še čas. In se zelo tudi veselim nove sezone. Delamo pa tako zavzeto, to je en kup mladih ljudi, ki imajo to radi, ki tega ne počnejo zaradi zaslužka, ampak ker to radi počnejo, ker jim je to izziv, ker jih to nagovarja. Ob koncu najnega prijetnega pogovora se ti še enkrat lepo zahvaljujem, ker si sprejel vabilo in prišel v našo oddajo čisto na začetku nove sezone. Bi te pa prosil, da naše pozdrave preneseš tudi preostalim 3 članom ansambla. Upam pa, da se še kdaj srečava na tem mestu. Z velikim veseljem. Samo pokličite, z veseljem se odzovemo. Hvala za pozdrave, pa tudi hvala za prijeten klepet, pa da sem lahko danes na tak način obujal spomine. Sanjam te pa je ena zadnjih vaših pesmi, s katero bomo sklenili današnjo oddajo. Zelo drugačna je. Ni tipična narodno-zabavna polka. Fantje pač to čutijo in prav je, da to tudi pokažejo. Ima pa zelo lep spot, pa tudi eno tako lepo sporočilo. Še enkrat hvala tebi za obisk v studiu. Srečno. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za današnjo pozornost. Mi se spet srečamo prihodnji ponedeljek. Rešila si moj dan.